Dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli v knjižnici slepih in slabovidnih Vinke Skoberne, kjer danes v prireditvenem prostoru gostimo doktorico Aksinijo Krnavner. To pa s posebnim razlogom. Namreč danes nam bo predstavila najprej življenje in delo Louisa Brailla. Letos mineva namreč 200-letnica od prve predstavitve Brajice. Brajica je pa danes poseben bom rekel, izum za slepe tudi zaradi tega, ker bo danes potekala 32. tekmovanje v branju in pisanju Braillove pisave. Z tekmovanjem bomo izvedli naslednjo predstavitev in besedo predajam Aksini. Izvoli. Najlepša hvala, Luka. Sem vesela, da sem tukaj, še posebej, če me predstavi moj nekdanji učenec, ki je šel kasneje študirati slovenščino. To pomeni, ker sem jaz poučevala slovenščino in pa likovno vzgojo oziroma likovni pouk, to pomeni, da se je nekaj prijelo, ne, vseeno. Tako da, krasno. Jaz sem pripravila predavanje na PowerPointu, to pomeni, da so slike, ampak jaz bom te slike tudi opisovala. Tako kot seveda je prav na vsakem predavanju, če so prisotni tudi ljudje z okvaro vida. Ne bo dolgo o Louisu Braillu, predvsem pa o Brajici, ki se danes nas vseh tiče. Vesela sem, da so tudi spremljevalci z vami, oziroma z nami, ker ste mi sami povedali, da bolj malo veste o Brajici in predvsem je to namenjeno vam, da se spoznate z Brajico. Seveda ne bo pa niti odveč, da slišite tisti, ki se z njo že vse življenje ukvarjate. Ker kot je že Luka povedal, 200 let od izuma Brajice, in Louis Braille je bil prav gotovo genialen človek, ki se niti ni zavedal, kakšno veliko stvar je naredil kot najstnik. Moramo vedeti, da je bil še star 14-15 let, ko je izumil ta svoj način. Kako je pa do tega prišlo, bomo pa videli. Tukaj na prvi strani imamo napisano Louis Braille in Brajica. In v oklepaju piše z veliko Braillova pisava, in potem še en izraz Braillova pisava. Mogoče kar takoj razčistimo terminologijo. Jaz sem že dostikrat slišala, da so se ljudje mučili s temle B-R-A-I-L-L-E in tako naprej, ker ne znamo vsi francosko. In dva L se izgovori v francoščini J. Jaz sem slišala pa že od Brulejeve pisave, Broilove in ne vem kaj še vse, tudi Morzejeva je bila vmes. Nekoč, se slepi pa pišejo o Morzejevi pisavi, ne, nikakor ne. Tako da smo se odločili nekje stroka, da se to posloveni in se piše z malo, Brajica, tako kot slovenica, latinica, cirilica in tako naprej. Tako da velja, se vsi strinjamo, da se imenuje to Brajica z malo pisano in seveda pridevniki iz tega Braillov stroj, Braillova pisava, Braillov ne vem karkoli že, geometrijski prebor, karkoli, se piše vse z malo in z jajem, Braillev stroj, a ne. No, na naslednji drsnici imam slike ljudi, ki so zaznamovali zgodovino in za katere menimo, da so bili ljudje z okvaro vida. Od Homerja do Louisa Brailla. Prvi je zelo znan pesnik Homer, za katerega še ni izpričano, če je res živel, ampak vemo, da je spremenil našo evropsko zgodovino z dvema epoma, Odisejo in Iliado in Odisejo, in naj bi bil slep in naj bi te verze pripovedoval naprej, tako da so se ohranili. Na drugi sliki imamo kralja Ojdipa. A se kdo spomni kaj o kralju Ojdipu? Tako je, odlično, Andrej. On je pač naredil en greh, za katerega ni bil sam kriv, namreč poročil se svojo lastno mamo, ne da bi vedel, iz tega imamo tudi Ojdipov kompleks in tako naprej, in zato se je potem sam oslepil, sam se je kaznoval. In vemo, da to dramo, seveda, to grško tragedijo velikokrat igrajo po celem svetu. No, tretji je pa videc Terezi. Ta je bil pa lump, je pa gledal golo boginjo Ateno pri kopanju, to se pa ne sme, človek ne sme gledati bogov, še posebej ne boginj golih, in zato so ga bogovi oslepili. Ampak bogovi so bili v grških časih relativno pravični, so mu potem dali pa nek notranji uvid, to se pravi, je bil videc, postal je videc brez oči sicer, ampak je nekako znal napovedovati prihodnost. Napovedal jo je tudi Ojdipu, ampak ga Ojdip ni poslušal,
pa kljub temu pač se je tragedija zgodila, saj vemo, ne, da ljudje v grških tragedijah niso imeli kaj dosti za praskati. No, spodaj je pa slika zelo zanimiva. Mogoče smo že pozabili, na območju Črne Gore in Srbije so delovali slepi guslarji. Ste slišali že za ta izraz? Ja, tako. No, to so bili ljudje, zelo tipično dolga bela brada, dolgi brki, v rokah pa glasbilo, neko godalo. Upam, da ni kakšnega glasbenika, da bo rekel, da to ni godalo. Da je, no. Gusle, ja, vlečemo z lokom po strunah, tako kot pač neko godalo, in oni so prenašali pesmi iz roda v rod, peli, napol pripovedovali peli, in v klan guslarjev je bil lahko sprejet samo tisti, ki je bil slep. Ni mogel biti nihče drug. To je bila taka zanimivost, ki je bila že v zgodovini izpričano, ne, te klani, kam to pomeni, da niso bili zapostavljeni, ampak so imeli pravzaprav eno prednost. Če si bil slep, si bil lahko guslar, drugače nisi mogel biti. Zakaj to govorim? Zato, ker se je odnos do slepih skozi zgodovino zelo spreminjal. Naprimer v plemenskih družbah, seveda, rodil se je slep otrok ali pa recimo gibalno oviran, kakorkoli že, in v plemenu ne bi mogel imeti svoje funkcije. Funkcija je bila pa kaj? Hrana, a ne? Loviti hrano. In če ni imel te funkcije, potem so seveda ga izpostavili. Za nas, za našo družbo, kjer ima otroke čislamo res visoko, je to grozno slišati, ne? Da so otroke slepe pustili tam, da so jih pojedli volkovi, divje zveri. To je bilo v bistvu grozno. Ampak za njih je bilo to logično, ker ni bilo tega individualizma, kot je danes, ampak je bil plemenska zavest. Pleme je moralo preživeti. No, potem je obdobje azilov, krščanstvo in tako naprej, sicer so rekli, ja, no, sej ljudje z okvaro vida, sej se nam smilijo, ampak dajmo jih nekam pospraviti, in so jih navadno pospravili razne graščine, razne zatohle prostore in tako naprej, azile, razen mogoče budizem je malo lepše z njimi delal, maseri so bili recimo, in če so bili malo bolj bogati, so jih lahko tudi šolali, a ne. No, potem pa seveda se to obdobje konča slavnega leta 1784, ko zelo pomembni humanist Valentin Aji prvo šolo za slepe ustanovi v Franciji. Francija je bila takrat seveda najbolj napredna. No in danes smo seveda v obdobju socialnega vključevanja, ki je nastalo zaradi določenih filozofskih dognanj najbolj slavnih filozofov. Naprimer, odpira se to polje, sami vemo, drugače verjetno ne bi bilo študija recimo inkluzivne pedagogike, tiflopedagogike, ne bi imeli asistence in tako naprej, ne. Zelo se je spremenilo. Jaz se 30 let delam s slepimi in lahko rečem, da že v teh 30 letih se je ogromno spremenilo. Ko sem bila jaz najstnica, sem z Viča doma, in ko še vedela nisem, da bom hodila, da bom karkoli delala s slepimi, smo hodili v mesto mimo zavoda in smo zmeraj noter kukali in smo rekli, kako so pa oni tle zaprti, in dejansko takrat slepega na cesti nisi videl. Danes vemo, da je 99% otrok v svojih šolah, v svojem kraju, in je to nekaj popolnoma drugega. V teh 30 letih se je ogromno spremenilo. Kako je bilo pa prej, bomo pa videli. Srednji vek so bili seveda slepi odrinjeni na rob družbe. Slikica prikazuje Jean-Baptiste Simeon Chardin, in sicer se imenuje slepi berač. Kaj to pomeni? Tako je. Tako, edina možnost je bila, če se je rodil slep otrok, so ga nekako, njegova prihodnost je bila samo beračenje. Nič drugega. In imeli so celo posebno licenco, da so lahko beračili. Bela palica na sliki, lonček, v katerega so metali kovance, in to je bila prihodnost. Ali pa še hujša prihodnost, da so jih na sejmih razkazovali kot spačke. Danes si tega ne moramo predstavljati, ne? Ampak tako je pač bilo. In potem se seveda začne spreminjati humanizem in renesansa. Vemo, da pomeni, da človek prihaja na prvo mesto. In zato so se ljudje začeli spraševati, to se pravi, če nekdo slep ali gluh ali kaj takega, to še ne pomeni, da se ne more učiti.
In eden prvih je bil že v 15. konec 15. stoletja Juan Luis Vives, ki je prvi verjel v smiselnost izobraževanja slepih. Prej so rekli, se slep ni možno, da bi se sploh izobrazil. To je pač neumen, nesposoben. Zdaj govorim s besedami, s katerimi so jih oni označevali, a ne, družba. Nepredstavljivo za nas, a ne. No, in seveda potem, če pogledamo Rabelais, Montaigne, to poznate ta imena, Erasm, Rotendranski, prvi se začnejo ukvarjati s tem, da mogoče drugačnost v narekovajih, pa ni to zdaj nekaj takega, da ne bi se mogli učiti. In če se spomnite Johna Locka, ki je rekel, da je človek ob rojstvu tabula rasa. Se spomnimo to iz osnovne šole? Kaj pomeni? Matej, ne glej okrog, pa povej. Hecam se. Tabula rasa pomeni po latinsko nepopisan list, prazen list. To pomeni, če je to res, a ne, da se človek rodi nepopisan list, to pomeni, da je vseeno kakšen je, da mi lahko z vzgojo na ta list napišemo karkoli. In tukaj so slepi kar naenkrat začeli imeti možnost. Prej niso imeli. In pa Descartes, René Descartes, francoski mislec, ki je rekel zelo slavni stavek po latinsko cogito ergo sum, to pomeni mislim, torej, no evo, saj vemo, mislim, torej sem, to pomeni, niso pomembni človekovi čuti, ki nas itak varajo, ampak je pomemben razum. In glejte, tukaj se je začela pa paradigma končno spreminjati. To pomeni, ni važno, če si se rodil slep, če imaš razum, boš lahko naredil vse iz sebe. Hvala Bogu, da se je začelo to spreminjati. No, potem imamo na sliki velike mislece, enega izmed velikih mislecev 18. stoletja, to so bili Lametri, Holbach, Helvetius, Rousseau, Montesquieu, Voltaire in pa za nas pomemben Diderot. Denis Diderot je napisal eno pismo o slepi za tiste, ki vidijo leta 1749 in zaradi tega bil celo zaprt. Je moral nekaj časa preživeti v trdnjavi, zato ker so rekli, pa kaj se boš ti slepimi ukvarjal, kaj se pa to pravi, to se ne sme, a ne? Ampak on je trdil, da so sposobni se učiti, da je celo jih možno zaposliti. To je bilo za takrat, je bilo tole revolucionarno. Zato gremo zdaj skozi to, da boste videli, kako zelo se je to spremenilo vse skupaj. No, in pa naslednja drsnica, slepa avstrijska pianistka, pesnica in skladateljica, Marija Terezija von Paradis, zelo lepa ženska, od rojstva slepa. Ona se je gibala po teh avstrijskih salonih, v visoki družbi in tako naprej in izumila celo svoj tipni zemljevid, to velja za prvi tipni zemljevid na svetu in sicer s kositrnimi nitkami je naredila ceste, gumbi so označevali mesta in tako naprej, tako da je znala se znajti tudi, ne? In za njo so izumili tudi posebni tiskalski stroj, neke note iz lepenke in tako naprej, tako da je lahko tudi pisala, ustvarjala, skladala na en drugačen način. In njo sta spoznala, ona je pač bila taka lepa dama, ki se je znala zelo lepo obnašati, visoka družba, kot sem rekla, in dva človeka v tistem času, to sta bila že omenjeni Valentin Ai, Francoz, in pa Johann Wilhelm Klein, sta jo spoznala in sta se na njenem primeru prepričala, da se slepi lahko učijo. A veste, kako je bilo to pomembno za njiju? Valentin Ai kasneje prvo šolo ustanovil, Wilhelm Klein pa na Dunaju drugo in pa še svojo pisavo, Kleinovo pisavo, tako je, ja. No, zdaj pa nekaj o Valentinu Aiju, piše se Valentin H-A-U s preglasom, s dvema pikama, Y. In tukaj tudi, seveda, ker je to francosko ime, imamo strašne izgovarjave od Haja, Huja, ne vem kaj še vse, ni Valentin Haj, ampak je Ai, Valentin Ai. Francozi so smešni, oni napišejo 6 črk, izgovorijo pa samo 2 glasova, ne? Ampak taki pač so, ne? Ne moramo pomagati, moramo se pa držati. No, on je bil velik humanist in nekega dne je na trgu svetega Ovida v Parizu bil pričan groznemu prizoru, ki ga je zelo prizadel. Namreč na improviziranem odru je bila skupina slepih ljudi,
dali so jim na glavo kape z oslovskimi ušesi, v roke so jim dali inštrumente, ki to niso bili, recimo ribežen, vemo, kaj je ribežen, so včasih prale ženske na tisto in so drgalni po tistem, potem en je imel pokrovke v roki in tolku, pravzaprav so se delali norca ljudje iz njih in so metali v njih gnilo zelenjavo. In seveda Valentin Nai, veliki humanist, ki je verjel v dobro človeka, je bil zgrožen in je takrat se nekako odločil, da bo poskrbel za slepe. In na sliki imamo prvo šolo, ki je bila v neki grozni, zatohli, stari palači, čisto ob Seni, in tisto razpadajoče mulj in vse, kar je bilo v reki, je vplivalo tudi na zrak v te stavbi. To vam pripovedujem zato, da boste videli, v kakšnih razmerah so živeli slepi gojenci. In on je 35 gojencev zbral in jih je učil ne samo pletarstva, ščetarstva, pa to, kar je bilo takrat ročnih stvari popularno, ampak tudi glasbe, matematike, jezika in tako naprej. To se pravi, je bil res velik premik. No, na drugi sliki imamo pa Valentina Aija v pozi takega romantičnega misleca z nakodrano lasuljo na glavi, ob njegovih nogah pa sedi fantek z zaprtimi očmi, to je znak, da je slep, in pa s knjigo v rokah. In ima prste na tej knjigi. To pomeni, je pismen, čeprav je slep, je pismen, zato so to naredili. Ta fantek je pa leže, on je bil pa berač pred cerkvijo Saint-Germain v Parizu in ko je šel Aji enkrat mimo, mu je dal nekaj kovancov in ta fantek je takoj izračunal, koliko denarja ima. In je takoj Aji opazil, da je izjemno inteligenten, ga je pobral s ceste in ga je naučil v enem mesecu brati s takimi črkami iz lesa. Jih je naredil in potem je seveda tudi predstavil na dvoru tega fantka, da zna brati, in zato je potem kralj mu dovolil, da se ta šola imenuje celo Kraljevi institut za slepo mladino, Institution Royale de Jeunes Aveugles. To pomeni, da je kralj to podprl. Ampak to ni bilo najboljše, zato ker je takrat izgubil službo in prišel nek drug ravnatelj, ki je pa pretepal otroke, jih zapiral v samice in tako naprej, ampak to so že druge zgodbe. No, še vedno smo pri Aiju, ko ustanovi to novo šolo, želi, da učenci berejo vidno pisavo, ampak izbočeno. In dostikrat, jaz poučujem tudi na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem študente inkluzivne pedagogike in dostikrat vprašajo, ko se učimo brajice, imamo tudi tečaj brajice, oni vprašajo, pa zakaj pa slepi ne berejo pravzaprav izbočenih črk? Zdaj pa to vprašanje za vas. Zakaj mislite, da ne bi bilo bolje mogoče za komunikacijo? Valentin je rekel, dajmo jih naučiti videče pisave, čeprav izbočene, zato da bodo lahko komunicirali z videčimi. Zakaj ne? Kaj mislite? Prsten za obseže toliko. Ja. Jaz sem zelo tako nabrala. Ja. Ampak to je bilo meni enkrat. Silva, tebi je bilo všeč? Aha. To je bilo nekaj, mislim to, da si videl pravo knjigo. Točno tako izgleda tisto. Viš pa ob tako nasploh ne več. Ja. To je veliki podvig za kaj se Mi bomo zdaj naredili, hvala Silva, mi bomo naredili en poskus z nekom, ki vidi. Jaz imam na tem listu, ki ga zdaj ne vidite, ga imam obrnenega proti, tako da se ne vidi, imam napisane določene besede v izbočenem tisku. Zdaj bom vas prosila, zato ker pač vidite, če bi lahko prišli k meni gor. In jaz vam bom dala takole. Boste stopili sem, boste zaprli oči. Da, prosim. Prosim, smo dobili še Suzana. Res. Zdaj kar pridite, pridružite se nam, mi bomo pa kar nadaljevali. Zdaj boste vi zaprli oči
Jaz vam bom pomagala, da boste z rokami dotaknili se prve besede, prav? Še ne? Še ne? Vi boste pa spremljali tisti, ki vidite, jaz bom pa opisovala, kaj gospa bere. Kako ste že rekli, da vam je ime? Karmen, ja. Ne golfat, ker samo tako, mežite. Jaz vam bom dala tukaj zdajle, prva beseda se začne tukaj, izbočena je, tako. Lahko to drugo roko uporabite, da primete list in skušajte prebrati. Mi smo začeli brati čisto na začetku, besede so velike centimeter izbočene. Ja, kasneje imate malo večje, če to ne bo šlo, lahko greste dol, ker so vedno večje so te črke. Mogoče tukajle, bi že kakšno prebrali. Zdaj je Karmen dala prste na besedo, ki je že polovico strani napisana. Tako velike so črke. Ne, ni U. A greste še dol mogoče? Aha, to bo pa že mogoče, to je pa že 5 centimetrska črka, kar zdaj beremo. Bi šlo? Ne. Dobro, greste lahko še bolj dol, so še večje. Bi tole mogoče? To je težko. Bom opisovala, kaj Karmen dela. Ona s prstom potuje, tako je Zlatko rekel, ne, gospa je rekla, da potuje po črki, prva črka je L, in ona potuje gor in dol po črki, in mogoče bi naslednjo lahko? Ja, tako. No, ona je prebrala, super, lahko odprete oči, da vas več ne mučim. Glejte, vi ste prebrali šele tole ste. Ja. To se pravi, glejte, v bistvu črke so, Kristina, koliko je to centimetrov približno? Lahko bi bili malo bolj ostri robovi, to je termotehnika, ki ni posebno ostra, ampak Karmen se je zelo potrudila, pa kljub temu je šele prebrala tale O, in to prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma velikost šele. Bom dala tudi ta list okrog, da boste lahko videli. To je zelo težko, a ne? To se pravi v obrajici. Ja, ampak da je težko kaj? Ja. Veš, kaj je bilo vprašanje? Vprašanje je bilo, zakaj slepi ne berejo črk, videčih črk, ki so izbočene. Tako. Ja, no. La, V, ne, la, U, Ja. L, O, U, No, Suzani gre dobro. Ja. Ja. polje pa A, Koliko časa ona potrebuje zdaj, da to prebere? B, pol pa ne vem, pa je tu nekaj. Ja, I, B, R, A, I. B, R, A ne bi spoznala. Ne bi, ne, ker je tiskan, tak tiskan, ja. Ja. R, A, I, L, O. Ja. Bravo. A me Se lahko je, daš naprej? A me je. A ste videli zdaj, zakaj je šlo? Recimo Suzana, ki ima precej bolj, bom rekla, izurjene prste, a ne kot mi videči, je uspela sicer prebrati, ampak koliko časa je potrebovala? Če bi jo zdaj videli, kako bere brajico, bi šla s prsti zak, čez, a ne? Kaj to pomeni? To pomeni, da so se sicer učenci pod Valentinom Aijom učili teh črk in so brali, ampak so potrebovali ogromno časa, ogromno truda, knjige so bile ogromozanske, Zlatko je rekel prostor, a ne, tukaj je bila dve besedi v eni vrstici, to se pravi, knjige so bile težke tudi do 9 kilogramov. Lahko date nazaj, prosim. Ja. To se pravi, mogoče sistem ni bil čisto prav, čeprav je Valentin Aij zelo dobro mislil, ne? On je mislil pač Kristina. Daj še tole, prosim, nazaj. Tip so pa natrenirali, ja, to je pa res, ja. No, prva knjiga za slepe 1786, pa na sliki imate še celo to, jaz sem naredila v lepem tisku to. Medtem ko pa v teh prvih knjigah so bile pa pisane črke in okrašene, različnih velikosti in to je bilo nemogoče brati, ne. To si lahko predstavljate, da ni šlo. No, kaj se je pa potem naprej zgodilo? Zgodovina je zelo zanimivo potekala. V
francoski vojski je bil en gospod Charles Barbier, topničar, ki je dobil pa nalogo od kralja, da si mora zmisliti eno pisavo, ki bi bila samo na tip. To se pravi, če se spomnimo zgodovinsko, kako so se včasih bojevali. Ena vojska je naredila en jarek, druga vojska je naredila drug jarek, potem so se pa obstreljevali, tam enega jarka od drugega. Po noči je bil mir, ampak morali so si pa dajati nekakšna povelja. In zdaj so želeli pa, da bi ta povelja prenesli brez zvoka in brez luči, tako in brez govora, Kako zdaj to narediti? Samo na tip. In on si je zmisleno pisavo, ki je bila sestavljena iz pik. To je bila v bistvu zelo revolucionarna zadeva. Zato, da bi lahko brali ta povelja, vojaška povelja tudi v temi. In on si je zmislil 12 pik v 2 stolpcih, po 6 pik, in potem je to imenoval nočno pisanje. Je bila pa, oziroma kasneje izpopolnil sonografijo. Ni pa bilo tako, da bi vsaka ta kombinacija pomenila eno črko, ampak je pomenila en glas. Francozi imajo pa zelo veliko teh diftongov, To pomeni a, e, o, u in tako naprej. In to je bilo zelo, zelo komplicirano in vojaki seveda tega niso se mogli naučiti. No, ampak vseeno je bil toliko, da je rekel, jaz bi pa vseeno šel pokazati to v ta kraljevi zavod za slepe. Mogoče bo pa to slepim koristilo. Vmes se je pa zgodilo to, da se je 4. januarja 1809 rodil Louis Braille v majhni vasici severovzhodno od Pariza, 40 km od Pariza, v Courtreillu. Rodil kot videč, zelo živahen otrok. Malo preskakujemo, malo gremo nazaj, da bomo videli, kaj se je zgodilo. In ta Louis Braille je živel v eni luškani vasici, imeli so ga zelo radi, starejše sestre, brate je imel, starši oče je bil pa sedlar. Danes niti tega poklica ni več verjetno, ampak z usnjem se je ukvarjal, mogoče sedla se še dela, ampak ni to tako popularno, kot je bilo včasih. To se pravi, z usnjem se je ukvarjal, pasove delo, sedla in pač take zadeve. In ne vemo, kaj se je zgodilo, Louis Braille je posod stikal in nekega dne krik in vik in priteče ves krvav iz očetove delavnice. Očeta ni bilo notri, kaj se je zgodilo, ne vedo točno, ampak očitno se je posnemal očeta, skušal mogoče kakšno luknjo s šilom narediti v usnje, vemo, da je bilo usnje trdo, zdrsnulo mu je, majhen je bil in se je zabodel v oko. Takrat niso imeli še pojma o bakterijah, virusih in raznih antibiotikih, zato so mu pač namazali tisto oko s kakšno domačo pasto, oko se je zagnojilo in se prenesla okužba še na drugo oko. In počasi pri 5 letih je popolnoma oslepel. Zdaj, starši so bili obupani, ker so vedeli, kaj smo prej rekli, kaj je ostalo slepim samo. Beračanje, ampak deček je bil tako zelo bister, da je to pogruntal vaški župnik in je prosil tudi novega učitelja, če ga vzame v šolo. In dejansko ga je vzel v šolo, Louis Braille se je šolal, ne da bi si karkoli zapisoval, vse si je zapomnil. In kasneje ga je celo en grof, ko ga je videl, priporočil, da je prišel v ta kraljevi zavod za slepo mladino v Pariz pri 10 letih. On se je zelo veselil, starši so bili malo skeptični, ampak on ves srečen pride v ta zavod. In takoj seveda, takoj vidijo, da je izjemno bister, bere tudi te črke izbočene in tako naprej, potem se pa sreča z Barbierjem. In tisti hip, ko je Louis Braille vzel v roko to pisavo, to Barbierjevo pisavo, je vedel, da je to. To je bil res prelomen trenutek. Namreč je rekel, samo preveč je pik. Jaz bom vzel samo 6 pik in kasneje so ugotovili, da blazinica kazalca, s katero beremo, slepi berejo, jaz berem z očmi brajico, da je zmožna sprejeti 7 do 8 informacij. To se pravi ne več. 12 informacij je bilo preveč.
Mi pa vemo, danes imamo šest točkovno brajico in pa 8 točkovno, ne, za računalništvo. To se pravi, on je že genialno vnaprej predvidel, kako lahko to gre. No in kaj se zgodi? On to izpopolnjuje. Zdaj vam bom prebrala en odlomek iz krasne knjige Veliki ljudje za boljši svet, Louis Braille, slepi francoski deček, čigar izum pomaga milijonom slepim, da lahko berejo. Izdala je pa to Mohorjeva družba Celje leta 1997. V tej zbirki so tudi zelo zanimive druge knjige, recimo Florence Nightingale, prva medicinska sestra, potem Charlie Chaplin, Helen Keller, Maria Montessori in tako naprej. No, samo tale delček, ki vam bom prebrala, da ne bomo predolgi, opisuje zdaj pač to vlažno, mračno poslopje, kjer je bilo ta šola. No in vsi spijo, ne spi pa nek deček. Niti najmanj ga ni motilo, da dela v temi, nekaj pač počel. Ni ga moglo motiti, saj zanj med svetlobo in temo ni bilo nobene razlike. Ni mogel videti svetlobe, ni mogel videti spečih dečkov okoli sebe, niti postelj, oken ali vrat. Ni mogel videti niti tablice, pa tudi ne hitri gibov svoje roke. Bil je slep. Slep, odkar se je mogel spominjati. Tudi njegovi tovariši v tisti temni sobi, vsi tisti dečki, ki so mirno spali v svojih ozkih posteljah na obeh straneh, so bili slepi. A medtem, ko so vsi spali, se je on gnal skoraj do onemoglosti in šele čez mnogo ur si bo privoščil razkošje spanja. Njegova naloga namreč še ni bila izpopolnjena. Dnevi pa so bili mnogo prekratki, da bi jo mogel dokončati. In tako je delal, udarjajoč s koničasto pripravo po tablici s papirjem in prisluškoval pridušenemu trkanju, ki ga je svojim početjem povzročal. To pa ni bilo prvič, da je 14-letni Louis Braille preživljal nočne ure sklonjen nad svojo tablico s papirjem. Kadar mu noč ni zadostovala, je vstal na vse zgodaj in opravil nekaj dela, preden se je začel dan in so mu učne ure kradle čas. S tem delom se je ukvarjal že več mesecev. Seboj ga vzel celo domov na počitnice in je z njim presedel vse dolgo sončno poletje na bregu reke ali pa na stopnicah kmečke hiše. Njegovi domači so se temu samo smehljali. Vaščani pa so hodili mimo in drug drugemu govorili: tam pa je že spet mladi Louis s svojimi luknjicami. Vsem drugim je njegovo delo pomenilo samo luknjice na koščku papirja. Njegova zagnanost se mi je zdela zabavna in prisrčna, tudi če smo pošteni, kaj pa bi slepi deček lahko pomembnega počel s tako vnemo. Nad njegovo nesrečo so zmajevali z glavami in želeli njemu in njegovi igrici vse dobro. Res so bile navadne luknjice, a tem luknjicam je bilo namenjeno postati mednarodna abeceda slepih, ključ za vrata do pismenosti, znanja, učenja in kulture za slepe ljudi vsega sveta. In ko so bila ta vrata enkrat odprta, jih ni bilo več moč zaloputniti pred slepimi in jih zapreti nazaj v temo slepote, ki je bila zaradi siljene jim nevednosti še 1000-krat hujša. 60 let kasneje so bile luknjice 14-letnega Louisa Braillea mednarodno priznane kot eden največjih darov, ki jih je kdaj kdo podaril ljudem. Se pravi, vidimo fantek cele noči s šilom svojo tablico, ki je tudi sam izumlja pisavo. In mu res uspe. Namreč... Ja, tako je. No, v glavnem pokaže to pisavo svojim sošolcem. Oni takoj ugotovijo, da je to precej lažje brati kot te AI-jeve knjige, ampak no, potem seveda postane nek drug spet direktor in prepove brajico in se učenci učijo na skrivaj, po noči berejo in tako naprej. Ampak kakor je z vsemi pomembnimi izumi, nihče jih ne more prepovedati in zatreti, slej ko prej pridejo na dan. In tako je lahko Braille svojo pisavo prvič predstavil leta 1824. To se pravi, letos je 200 let od takrat, ko je prvič predstavil to genialno pisavo. On jo je sicer izpopolnil za francoščino. Potem so ga prosili, če bi lahko tudi W, to se pravi dvojni V,
dodal in tako naprej, tako da je dodajal še druge črke, ker W ne obstaja v francoščini, pač pa v angleščini. No in leta 1854 postane uradna pisava slepih v Franciji, ZDA šele 1918 ali 19, dva datuma sem našla, to se pravi ZDA, pravimo, koliko so napredni, so bili zelo nazaj. In danes jo uporabljajo vsi po svetu, Arabci, Japonci, Kitajci in berejo ravno tako, kot mi beremo iz leve proti desni, čeprav imajo recimo drugačne načine, Arabci in tako naprej, ampak brajica je pa tukaj za vse enaka. Prva knjiga o brajici 1829, imenovala se je Postopek za pisanje besed, glasbe in preprostih pesmi s pikami in tukaj vidimo že njegov sistem, kako je izumil, o tem bomo še na kratko nekaj povedali. Zdaj pa a je tukaj mogoče še kakšno vprašanje? Jaz grem hitro naprej, ker nimamo toliko časa, bomo zelo hitro šli naprej, ampak v glavnem mi v centru IRI smo otroke učili tako, ste omenili prej tudi občutljivi prsti, igrice, tipanje, semensko škatlico, ki je razporejena na 6 takih kvadratkov ali pa bomo rekli predalčkov in jaz te igrici rečem vaja pepelka. Zato, ker lahko grah recimo pa riž skupaj stresemo in potem je treba te drobčkane plodove dati na razen vsako svojo škatlo. Imamo tudi veliko iger, s katerimi se igramo, naprimer človek ne jezi se, črni Peter in tako naprej, s katerimi seveda z vsemi izobražujemo tip, jaz zmeraj rečem, izobraziti je treba tipa, s temi vajami, križci, krogci, izboljšati, za učenje brajice, najrazličnejše vaje in seveda cilj je branje brajice. Tukaj imam nekaj primerov, recimo D dežnik, velika črka D, potem malo manjša in v okvirčku na koncu taka, kot mora biti. Brajice namreč ne moramo ne povečevati, ne pomanjševati. Ona ima standardne mere in tako mora biti. Potem recimo G goba, L lestev in pa A avto recimo. Ja, seveda lahko. No, cel kup imamo takih stvari, naprimer tudi ena taka kocka, ki se obrača, kjer lahko nastavimo črke v brajici in moji študenti so pa naredili recimo en tak abecednik, kjer kjer imamo vidno črko A, zato ker se slepe učimo tudi vidnih črk, da se lahko podpišejo in pa potem v brajevi celici tista pika, ki je glavna. To si lahko tudi pogledate. Dobro, ok, zdaj pa samo na hitro, za tiste, ki ne poznate, kaj je brajica. To bomo šli hitro skozi, da boste videli. Tukaj na sliki imam brajevo celico, v tem se vse dogaja. Jaz ponovadi prinesem škatlo jajc, tukaj noter nimam jajc, ampak imam kroglice in s to škatlo pač ponazarjam, kako je, Kristina mi bo malo pomagala. In potem otroke učimo tako, da jim pokažemo, moramo si pa zapomniti pozicijo, namreč zgoraj levo je prva pika, druga pod njo je druga pika. Ne gremo desno, tako kot pišemo, ampak prva, druga, tretja, tako gre po vrsti. To je važno za nas, zato ker dosti povemo črko z zaporedjem teh pik. To se pravi, in dobimo na ta način 64 kombinacij. Aha, še mačka mi boš držala. No, zdaj pa poglejte, kako je to enostavno pravzaprav. Prva vrsta, boste takoj ugotovili, da sta zasedeni samo prva, druga in pa četrta, peta. Pika je tako. Zgornje štiri, če tako rečemo. Prva, druga, četrta, peta. No, če grem nazaj, da boste se zapomnili. Prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta. To se pravi, v prvi vrstici sta samo prva, druga in četrta, peta zasedeni. Je tako? Poglejmo še enkrat. Je. Pete, šeste nimamo, tukaj je vse prazno. To se pravi, A si je čisto lahko zapomniti, ker je edina črka, ki je samo ena pika. In to prva pika, ja? To znamo. To že znamo. B je meni zelo podoben B-ju, ko ima dva trebuščka. Tako, prva in druga pika.
Zelo dobro si moramo zapomniti, je pač takale naravnost črtica. Če bomo preskočili, čeprav seveda obstaja, ampak to je mednarodna beseda, boste videli zakaj, da ima spet čist podoben D, a ni? Prva, četrta, peta, kot en trebušček. E si moramo zapomniti, meni dela težave, ker ga mešam z I-jem, ker sem dislektik. F je spet podoben F-ju, taka oblika prva, druga in četrta. G je najbolj enostavna črka, tako, zgornje 4. H je bi bil spet lahko podoben, I smo rekli je zrcalen E in pa J, poglejte, spet podoben J-ju. To znamo. Ja? Jaz, ko sem se učila brajico, potem nam začetnikom dela problem I, E, Ja, ja. Tudi meni, ker so zrcalne. Tako. Ja. Kar nekaj časa rabiš. Tudi meni, jaz sem pa dislektik, obračam črke, vidne recimo BD in pri brajici IE, ravno tako SŠ. No, lejte, zdaj pa druga vrstica, za tiste, ki vidite, ki ne znate še brajice, da boste se naučili. Druga vrstica, to se pravi druga vrstica, pa mi samo ponovimo prvo vrstico in dodajamo tretjo piko. To se pravi A plus tretja pika je črka K. A vidite, kako je to enostavno? B plus tretja pika je črka L. In mi znamo pravzaprav že drugo vrstico. A znamo? A v bistvu plus tretja, B plus tretja, C plus tretja, N plus tretja, O plus tretja in tako naprej. Ne? To se pravi, tukaj znamo že drugo vrstico in tretja je pa še dodatek, to se pravi še šeste pike. Mogoče boste videli, da neki črk tukaj manjka, zato ker to je, sem že povedala, francoska abeceda, so dodali so še dvojni V in tako naprej, zato ni čisto po vrsti. Ampak to je zelo pomembno, da se to zelo hitro lahko naučimo. Jaz vam ponavadi tečaj brajice 5 ur in na koncu že vsi razumejo in tudi pišejo na stroj lahko brajico. Seveda z vidom. 26, 27, nekaj takega, ne vem na pamet, ne vem. Ker imajo še sedečico, poudarke E, oski in tako naprej. No, v glavno slovenska brajeva abeceda ima seveda še šumnike, Č je prva šesta, zato ker ta še ni bila zasedena, potem Š pa S sta zrcalna in Z in Ž sta zrcalna, kar nam povzroča težave, ne, Suzana? Jaz mislim, da bi to dogovor. Lej, tako kot imamo zdaj. Veš kaj, če pogledamo češko abecedo, imajo, sploh tle Š-ja ni Ž, Ž je... Ja. Ja. Recimo, Čehi imajo to znak, imamo mi Č, imajo oni A z preglasom. Ne? Prva šesta je pri njih drugi znak. Ne? Tako da tukaj moramo paziti, kadar prevajamo iz slovenščine v nek tuj jezik, bodo imeli mogoče te črke, ki niso standardne, bodo imeli drug pomen. Ne? No, potem zanimivo je, da si slepi naučijo samo ene abecede, to, kar ste zdaj videli. Velike začetnice pa števke delamo s predznaki in predznak za števko je tretja, četrta, peta, šesta in potem črka od A do J. Če vidimo ta predznak, potem vemo, da to ni črka, ampak da je števka. In pogledamo, recimo, če vidimo črko F, bomo rekli A, B, C, D, E, F, aha, to je šestka, ne? Tako. Ja, ni več, ne. Vrstilnih ne. Ne, je pika, ampak... Tako. Tako, ni za dol pomaknjeno, tako je, ja. Brajica se posodablja, ker imamo veliko novih znakov afna in tako naprej, ne. Tako da smo to tudi posodobili. No, rekla sem, da je brajica lahko samo enih dimenzij plus minus par milimetrov, moramo paziti. In pa pozor, en format A4 tiska
je 2,5 lista brajice. Tukaj se dostikrat zakoljejo ljudje, ki reče, ja, bomo mi to natisnili v brajici, saj samo 10 strani. Ja, figo, 25 jih pride potem, ne? To se pravi, kdo bo to bral? In vedno govorim, ne, to flanca, dajte na kratko povedati, ne, v brajici, da bo šlo. No, potem še na hitro pisanje nekoč in danes. Včasih so pisali na takele tablice, ki imam tole, ki imam v roki kovinske, in en ta pravokotniček je ta moja škatla za jajca. To se pravi, je to brajeva celica. In je bilo treba vtiskovati, evo, Zlatka ima seboj, lahko, in smo s tem šilom se je pritiskala noter in je bilo treba pisati zrcalno. Če bi hotela zdaj A napisati, bi morala ravno zrcalno razmišljati, A, B in tako naprej. Meni je to težko. In potem bi pogledala. Moraš zrcaliti. Ja, se je. Še razmišlja. Ne, ja. No, jaz sem našla v Tiflo muzeju v Zagrebu, sem našla en pripomoček, ki tam imajo za otroke, ki pač prihajajo, imajo take tablice, da se učijo, in so natisnili brajevo abecedo na prozorno plastiko, tako da jo lahko ti obrneš in pišeš, ne? Tako da lahko si tole pogledate. Sem dala list papirja že noter, tako da lahko mačkan se poigrate na tablici, ja, tako. Ok, danes pa vemo, da imamo že brajevih strojcev že preteklost, predvsem pa brajeve vrstice, brajeve beležnice in tako naprej, brajev tiskalnik. 8 točkovno smo tudi že rekli za računalništvo. Stroj. Zdaj pa samo še nekaj za konec te brajice. Likovnost brajice je tudi zelo zanimiva. Naprimer, imamo tapete v brajici, potem moški imajo zelo radi tele napise na prsih, majicah v brajici, da jih potipajo. No, so mi rekli, da bi bilo to zelo zanimivo za potipati. Potem smo videli tudi tatu, potem so že grafiti na Metelkovi, tukaj čisto blizu v brajici, ja. Tukaj grafiti na Metelkovi nižje spuščeni, zato da lahko tudi gibalno ovirani z vozičkom potipajo. Potem so naredili celo brajico v čipkah, zelo lepa zadeva. Tanja Oblak, ki uči eno slepo deklico klekljanja, so skupaj naredili, ja. No, in pa nakit je tudi zelo zanimivo, sem brez prinesla s seboj, lahko potipate. Je ena moja študentka tudi naredila obeske za ključe in tako naprej z začetnicami, ker je potem to podarila nekaj, razne zapestnice. Ines Cokan, ki dela zdaj na centru Iris, je pa naredila tole za, ja. Vzela je piksno odpira, seveda prazno, jo dala naokrog, razrezala zelo previdno, ker je ostra, in šilom naredila, vdolbla luknjice, in te luknjice seveda na drugi strani se poznajo, razrezala, nalepila na nakit, ki ga je naredila iz fimomase in podarila učencem, da so imeli uhančke, obeske in tako naprej. Taka zelo luštna zadeva, ne. Tako,